Slovenija se sooča z vse večjimi količinami odpadkov, s katerimi se bo mogla spopasti sama. Tiste kupe smeti, ki jih ni smiselno reciklirati, ker se za njihovo predelavo porabi preveč energije, bi kurili v termoelektrarni Šoštanj. Poskusni sosežig načrtujejo že konec prihodnjega leta. Nenevarne odpadke bi v obliki tako imenovanega SRF goriva dodajali k premogu. Gre za okoli 160 tisoč ton odpadkov letno, kar bi predstavljalo okoli 6% kuriva, preostali delež bi bil še vedno lignit. Vsi razlogi govorijo v prid sosežigu, menijo v šoštanjski termoelektrarni, kjer proizvedejo tretjino vse slovenske električne energije. Kljub množici nasprotovanj direktor Teša Mitja Tašler miri. Tukaj treba gledati malo širše. Ta projekt je praktično le prvi korak k zmanjševanju ogljičnega odtisa družbe in pa prestrukturiranju, ki nas čaka v bližnji prihodnosti. Glede na to, da je T6 ena izmed okoljsko najsodobnejših termoelektrarn v Evropi in z tega vidika ima že nameščene izredno napredne filtre in pa čistilne naprave, ki so seveda ustrezni tudi za sosežig, je bila to nekakva logična posledica, da smo se prvo odločili v tej smeri. Naročili so izdelavo študije presoje vplivov na okolje, v kateri izdelovalci iz podjetij Eurofin, Seriko in inštituta Milan Vidmar ugotavljajo, da naj bi bil vpliv sosežiga na okolje zanemarljiv. Še več, navajajo tudi zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, količina ogljikovega dioksida naj bi se po njihovih projekcijah zmanjšala za nekaj manj kot 160 tisoč ton letno. Mimogrede, to za Teš pomeni tudi bistveno manj stroškov s plačevanjem CO2 kuponov, s katerimi skuša Evropa ublažiti porast toplogrednih plinov in zmanjšati uporabo fosilnih goriv. Nasprotniki sosežiga pa so že po pregledu več kot 600 strani dolgega dokumenta začeli opozarjati na vrsto težav, ki jih za prebivalce prinaša sosežig. Na mestni občini Velenje pod vodstvom nekdanje ministrice Andreje Katič deluje delovna skupina, v kateri deluje več kot 20 strokovnjakov z različnih področij. V skupini med drugim sodelujejo člani šaleškega ekogibanja, skupine, ki je začela delovati ravno zaradi nasprotovanja sosežigu, prvi pa so se združili prebivalci v civilni pobudi Šoštanj. Prav vsi omenjeni nasprotniki opozarjajo, da je preveč vprašanj o vplivu sosežiga na zdravje ljudi, zaplete pa se še pri določitvi vplivnega območja, na katerem so preverjali morebitne vplive. Andreja Katič, vodja delovne skupine. Vse izhaja iz vplivnega območja znotraj poslovnega prostora termoelektrarne, imamo v bližini starotrško jedro v Šoštanju, imamo kar nekaj vrst živih bitij, rastlin, ki so na rdečem seznamu ogroženih vrst v Sloveniji, v neposredni bližini imamo tudi Naturo 2000, Huda Luknja recimo tukaj 4,5 km oddaljena, tako da mislimo, da je potrebno pogledati tu širše vplivno območje, predvsem pa res pri tem upoštevati najnovejša znanstvena dognanja, kar se tiče zdravstvene stroke, kakšen je vpliv na zdravje ljudi, predvsem tisti, ki so bili v preteklosti že izpostavljeni onesnaževanju, kar tukaj v Šaleški dolini smo bili, in vemo, da se neke težke kovine nabirajo v organizmu, da to ne izgine kar tako, in tudi to upoštevati potem v poročilu. To je res tako zelo, zelo na hitro tisto, kar nas najbolj moti. Zdravje ljudi je že tako vprašanje vedno, ampak tukaj v Velenju oziroma v tej dolini se še posebej osredotočate na to. Je to tudi zaradi izkušenj iz preteklosti? Ja, zagotovo. Če pogledamo, pa se mogoče te generacije sedaj ne spomnejo. Zdaj Velenje je velikokrat dobitnik najvišjih priznanj za najbolj urejeno in gostoljubno mesto, imamo najlepšo plažo, ampak ko sem bila še jaz malo mlajša, je bila to pravzaprav mrtva dolina z mrtvimi jezeri, reka Paka je bila zelo onesnažena, noter ni bilo nobenega živega bitja. Uspeli smo skozi to obdobje sanirati, vendar dvomim, da smo sanirali že tako, da lahko rečemo, da smo v primerjavi z nekaterimi drugimi delami Slovenije popolnoma neobremenjeni, kar se tiče nekih drugih vsebnosti onesnaževal v okolju in tudi posledično v zdravju ljudi. Valter Kolar iz civilne pobude Šoštanj razlaga, da se že zdaj, ko še ni sosežiga, srečujejo s posledicami kurjenja premoga in to kljub temu, da je zgrajen modernejši blok 6 termoelektrarne. Težava pa je tudi projekcija sosežiga v študiji. Mi opazimo tukaj dejansko velik porast teh trdih delcev PM10 pa PM2 pa pol. Se pravi, predvsem na naših strešnih oknih pa na okenskih policah se vidi, da je teh odpadkov oziroma teh prašnih delcev ogromno. To je pa zaradi tega, oni zagotavljajo, da je to predvsem zaradi izpusta, se pravi, teh prezračevalnih jaškov v Tešu
ki potem vplivajo ob vremenskih neprilikah v samem Šoštanju na to, da imamo mi potem vse to zaprašeno pa zapacano. Ampak to je, bi rekel, to je na dnevnem redu, v zimskem času je pa to še bolj pogosto, zaradi tega, ker je nizek zračni pritisk in takrat potisne vse po mestu in imamo mi konstantno, bi rekel, to krepko bolj onesnaženo kot pa vsako drugo mesto, ki tega nima. Zdaj omenjali ste raziskavo Inštituta Milana Vidmarja, ki je naredil projekcijo za širše območje, kot ki ga predvideva sam PVO, se pravi za 15 km krat 15 km. Povejte, zakaj to ni ustrezno po vašem mnenju? Oni so vzeli tako, da bi rekel, v najboljšem sončnem vremenu, ko se to lepo prši v zrak in to gre 2-3 km v zrak in se razprši in bi potem to bilo idealne razmere. Tega kratko malo ni. Mogoče takih dni v letu 30, pa še to nišče ne ve, da bo točno tistih 30 dni to lahko delovalo, kaj pa če bo kaj ukvariti. In nenazadnje v bližini je naravno zdravilišče Topolšica, ki je znano po zdravljenju pljučnih bolezni, še dodaja Valter Kolar. Urša meni dokli šaleškega ekogibanja poziva in svari. To je projekt, ki povzroča dolgoročne strupene in smrtonosne vplive na zdravje prebivalcev in na okolje in kot tak je usoden za nadaljnji družbeni in gospodarski razvoj že sedaj degradirane Šaleške doline. Zato odločno zahtevamo prekinitev vseh aktivnosti za vzpostavitev sosežiga odpadkov. V Tešu zatrjujejo, da so veseli tudi nasprotnih mnenj in pobud. Ali bo Teš naročil še kakšne dodatne študije, s katerimi bi pomirili prebivalce? Če bi vedel, kakšna je ta študija, oziroma kaj bi bilo potrebno naročiti, da nismo obdelali, bomo seveda naročili. Ampak, se pravi, tudi sama presoja vplivov na okolje bil tudi v postopku ARSA, bo predana tudi na Ministrstvo za zdravstvo, kjer so strokovnjaki zdravstvene stroke in pričakujemo tudi z njihove strani še kakšen komentar. V šaleškem ekogibanju to že vedo, Urša meni dokl. Ja, objavljena presoja vplivov na okolje je nepopolna, nedosledna, še posebej je pa pomanjkljiva glede vplivov na zdravje. Se od tem navrženih samo nekaj stavkov na različnih mestih in verjamemo, da bodo pristojne inštitucije zahtevale, da celovito presojo vplivov sosežiga na zdravje opravi neodvisna specializirana inštitucija iz tujine, s področja Evropske unije. Že res, da bo manj izpustov ogljikovega dioksida, gre torej za plin, a v šaleškem ekogibanju opozarjajo, da se pri sosežigu v zrak sproščajo tudi fini prašni delci, razni ogljikovodiki, benzen, klorove in fluorove spojine, živo srebro pa težke kovine in podobno. Teš pa obljublja le dodatne merilne naprave za nadzor kakovosti zraka, ne pa tudi novih filtrov na bloku 6. Blok 6 kot takšen, z vsemi svojimi čistilnimi napravami, že sedaj ustreza tudi vsem normativom, ki bojo potrebni za sosežig sekundarnega goriva v Termoelektrarni Šoštanj. Z tega vidika ne pričakujemo dodatnih filtrov, bomo pa vsekakor morali razširiti monitoring in pa vkolikor bo potrebno tudi še izvedli dodatne meritve. Se pravi, razširili monitoring pomeni tudi nameščanje dodatnih naprav? Za meritve za vpliv na okolje, tako je. Pereče ostaja tudi vprašanje kakovosti odpadkov, ki bodo pred sežigom obdelani kot SRF gorivo. Kakovost tega alternativnega trdnega goriva bo Teš namreč prepustil dobaviteljem goriva. Kar se tiče goriva, mi vsekakor pričakujemo, da bomo s tem projektom reševali tudi eno verigo ali en del krožnega gospodarstva in seveda računamo, da bodo to vsi odpadki od slovenskih predelovalcev. Naša dolžnost, oziroma kar je tisto, kar je v domeni Termoelektrarne Šoštanj, je, da predpišemo zahtevano kvaliteto goriva. Kajti to mora biti za vse, tudi za nas in vse okoliške prebivalce najbolj pomembno. Kakšna je kvaliteta goriva? S tem, ko predpišeš kvaliteto goriva, jo seveda tudi sam nadziraš. Dobavitelji, predelovalci pa so dolžni svojo tehnologijo in pa svoje postopke prilagoditi temu. Kolikor jih ne, pač tega goriva, ki nam ne morejo dovažati. Kako boste pa izvedli nadzor, da bo gorivo res ustrezno tem predpisom? To se doseže z pogodbami, v končni fazi tudi zakonodaja predpisuje, kakšna je dolžnost predelovalcev. Mi pa bomo tudi sami na naši strani še dodatno izvajali monitoring za vsako pošiljko in tudi smo tudi večkrat že omenili tudi ostalim lokalnim skupnosti, da tukaj pač pričakujemo tudi njihovo, v primeru, da pride do tega izvedba, tudi njihovo sodelovanje in pa transparentni monitoring. Za zdaj bo SRF gorivo iz odpadkov predstavljalo 6% vsega kuriva. Tašler. Količina, ki smo določili, je maksimalna možna količina, ki jo kadarkoli lahko sosežigamo na kotlu bloka 6.
pravi, povečanje količine odpadkov ni predvideno, kvečemo obratno. Skozi spodbujanje krožnega gospodarstva nam mora biti cilj, da bi bilo teh odpadkov vedno manj in da bi jih postopoma nadomeščali z biomaso. Ker bo do popolnega prenehanja uporabe lignita slej ko prej prišlo, je naša naloga, da v tem času postopno nadaljujemo z nadomeščanjem enot na lignit s čistejšimi viri in predvsem viri z nižjim ogljičnim odtisom. Presoja vplivov na okolje je od junija na Republiški agenciji za okolje in prostor, kjer pravijo, da je vloga TEŠ-a trenutno v mirovanju. Ko bo formalno popolna, sledi vsebinski pregled dokumentacije, pridobivanje mnenj ministrstev, javna razgrnitev. Nasprotniki sosežiga si prizadevajo, da bi jih vključili kot stranke v postopku, TEŠ se namreč ni odločil za pridobivanje gradbenega dovoljenja, v katerem bi denimo civilna družba lahko bolj angažirano sodelovala, ampak zgolj okoljevarstvenega, saj mu nova gradbena zakonodaja to omogoča. Pojavljajo se tudi vprašanja odlaganja pepela, v katerem bodo zdaj tudi ostanki odpadkov, s katerimi utrjujejo nasip med obema jezeroma. Nasprotniki svarijo pred izluževanjem snovi v vodo, česar presoja vplivov na okolje ni preučila. V TEŠ-u že pripravljajo odgovore na vrsto pomislekov, ki so jih zapisali člani prej omenjene delovne skupine na Mestni občini Velenje. Na občini Šoštanj se za referendum kljub pobudi civilne iniciative niso odločili, so pa že izbrali revizorja, to je Inštitut za okolje in prostor, kjer bodo pregledali presojo vplivov na okolje. Želijo, da bi revizijo občinski svet obravnaval še letos. Nenazadnje pa se prebivalci Šaleške doline opirajo tudi na dejstvo, da so težave svojih odpadkov za naslednjih 50 let že rešili. Njihove odpadke namreč kurijo v sežigalnici v Celju, kjer iz odpadkov in blata proizvajajo toplotno in električno energijo, naprava velja za prvo tovrstno v Sloveniji. Kljub temu, da izpusti iz celjske toplarne glede na pridobljena dovoljenja naj ne bi bili sporni, pa Celje spada med območja, kjer so mejne vrednosti koncentracij PM10 delcev preseženi, še posebej po zimi, ko se ostalim virom pridružijo kurišča za ogrevanje, mesto pa leži v kotlini, podobno kot Velenje in Šoštanj. Kljub nenehnemu nadzoru so vprašanja onesnaženja nasploh v zimskem času stalnica. Glede odpadkov pa se vnovič pokaže, da bi te morali reševati že na izvoru, torej še preden nastanejo. Že zdaj pa je jasno, da bo treba za TEŠ najti nov energent, saj Evropa od nas zahteva opuščanje premoga in bo za prestrukturiranje regije po zaprtju premogovnika tudi zagotovila denar.